Moram vam priznati, da sem po vseh teh zanimivih poklicih že pošteno izčrpan. V mislih imam le eno stvar – počitek. Zato sem se odpravil v najbližji hotel. Takoj, ko sem vstopil v sprejemno avlo, me je z nasmehom pričakal receptor. Receptor je človek, ki sprejema stranke. Je prva luč hotela, zato mora strankam spretno nuditi posebno toplino. Da bi najbolj prijazno vplivali na goste, so receptorji razvili posebno maniro, ki jo poimenujejo PNP. Pogled, nasmeh, pozdrav. Pogled, a veš, se nasmehne glih toliko, da gost tuče ves zmatran, da ne pride nekamo eno obznico, da ga vsi po stran gledajo, ne, a veš, in da gre pol v sobo še bolj zmatran. Ampak je tisti dober večer, kako ste, če veš že ime ga z imenom adresiraš, tako da dejansko se počuti, kot da je prišel med svoje. Pa moraš biti malo tudi šarmer vsem tem. Ja, zelo pomaga, moram reči. A je kakšna razlika, recimo, pri ženskah ali pa pri moških? Ne, pri ženskah je lažje. Receptorji morajo imeti vsaj 5. stopnjo izobrazbe ter tekočem govoriti vsaj 2 tuja jezika. Torej, srednja turistična šola ni pogoj. Vsekakor je pomemben človek sam, njegov videz, njegov odnos in potem tudi ocenjujemo ljudi. Oziroma najprej pridejo na probo za 3 mesece, naprimer, spoznajo program, spoznajo način dela, na kar se mi odločimo. Sploh ni tako pomembno, odkot je prišel, važno je, kako je delal tisti cajt. Nazaj k mojim počitnicam. Robert me je prijazno pospremil do sobe. Na mojo prtljago se ni oziral, zato mu tudi nisem hotel dati napitnine. Ko je odšel, sem celo popoldne preživel ob gledanju fascinantnih španskih limonad. Normalno, zaspal sem. A moj spanec ni bil dolg. Prav kmalu sem se zbudil z bolečinami v hrbtu. Takoj sem poklical Roberta in ga prosil za novo ležišče. Že čez nekaj trenutkov je Robert potrkal na vrata moje sobe in skupaj sva se odpravila do recepcije, kjer naj bi našla primerno posteljo. Kmalu sem našel tisto, kar sem iskal. Vodna postelja. Jupi! Malo me je zapekla vest, da receptorja preveč mučim. A me je takoj potolažil, češ da so najbolj tečni gostje Izraelci. Ne sem, da ne dobiš napitnine, ampak še tisti, kar je on zakupil, še tisti je premalo ponavadi za njih. Dogajalo se je, mislim, take nam smešne stvari, zdaj pa njih je mogoče to normalno. So prišli na zajtrk, se najedeli. Ja, bom še malo za sabo vzel, ne? Mogoče še za kosilo rabe, ker niso imeli po penziona, ne? Kot vrečko, sabo lepo, top, nafilat, pa gremo. Dobil sem sobo, kjer ponavadi spita hrvaški estradnici Severina in Daniela. To je soba z vodno posteljo. Ups, tokrat sem pozabil dati napitnino. Bo že preživel. Ali pa naj vam kar sam pove, kolikšno plačo ima. Osnovna plača se nek giblje, kaj pa vemo, da je nek 160-170 bruto, pa tam do 200 bruto, kar mogoče z vsemi dodatki prinese enih 150 000 $, pa nekje do 180, bi rekel. Medtem, ko sem že napol zadremal, me je zbudil prekleti telefon. Nujno se moram čim prej pripraviti na naslednji poklic. No, mogoče do naslednjič. Zdaj pa prosim, potrebujem počitek.